Lepo pozdravljeni, dragi gostje, v drugem dnevu naše konference letošnje. Zdaj včeraj med poglavni nagovori se je opravičila gospa Štefanija Zlobec in je potem poslala še po mailu pozdrav in želi, da ga preberemo. Spoštovani udeleženci 12. konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije. Lepo vas pozdravljam v imenu Zveze organizacij pacientov, ki smo jo ustanovila Društva bolnikov leta 2022. Z namenom, da bi kot v drugih državah, kjer to zvezo imajo, predstavljali in zastopali glas pacientov, da bo ta slišan. V dialogu med izvajalci zdravstvenih storitev in odločevalcev je pomembno, da tudi pacienti povemo svoje izkušnje in podamo mnenje, da bomo skupaj sooblikovali čim bolj prijazen zdravstveni sistem, v središču katerega naj bo človek. Vsem prisotnim želim uspešno delo na konferenci. Štefanija Zlobec, predsednica. Tako, zdaj pa danes začnemo s našim prvim tematskim sklopom. Gospod Zlatko Fras se je opravičil in zdaj bo ta sklop vodil profesor dr. Borut Juk. Mu predam besedo. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Borut Juk, jaz se iskreno opravičujem v imenu profesor Frasa, ki je bil nujno zadržan, pa je prosil v sozvočju z organizatorji, da jaz uskočim za koordinacijo tega sklopa, kar mi je seveda v veliko čast in veselje. Zato bi na oder najprej povabil akademika profesor dr. Marka Noča, ki bo predstavil pomen spremljanja lastnih rezultatov in objave v recenziranih revijah. Profesor Noč, izvolite. Hvala lepa za povabilo. Skratka, moje predavanje bo nekako praktičen prikaz tega, kar smo včeraj slišali. Skratka, gre za javno zdravstvo in razmerje na nek način med državnimi in zasebnimi izvajalci v sistemu javnega zdravstva. Fokus bo pa seveda na pomenu spremljanja rezultatov, ne samo spremljanja, ampak tudi objavljanja. Zakaj je to pomembno? Seveda, le to nam pove, kje smo v primerjavi z mednarodnimi standardi in seveda najboljšimi centri. Slabši rezultat na ta način lahko pravočasno ugotovimo in problem popravimo. S tem, da rezultat objavimo, v bistvu mu damo neko strokovno kredibilnost, ker ga pregledajo nekateri, ki so pač strokovnjaki na tem področju in so neodvisni in seveda nimajo nobenega konflikta interesov. In seveda, skupaj z tako imenovani investigator-initiated raziskavami, to so tiste raziskave, ki jih sam nekako zasnuješ in opraviš, je to vstopnica oddelka, če želite, in tudi posameznika v mednarodne randomizirane raziskave, ki oblikujejo v mednarodnem merilu seveda doktrino zdravljenja posamezne bolezni. In na ta način oddelek pride na akademski on-map, temu rečemo, v mednarodnem merilu. In seveda, jaz vidim to kot dolžnost univerzitetne bolnišnice, vidim to kot našo dolžnost do plačnika zdravstvenih storitev, torej do davkoplačevalcev in predvsem najpomembnejše, to je naša dolžnost do bolnikov, ki nam zaupajo svoje zdravje in zdravljenje. In seveda to je bilo neko vodilo v času, ko sem 20 let, v obdobju 20 let vodil klinični oddelek za intenzivno interno medicino v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. In prikazal bom samo par ključnih rezultatov za najbolj, bom rekel, pogosta obolenja. Imamo lastni register zaporednih bolnikov, ki omogočajo seveda potem pregled in objavo rezultatov. Najprej zgodba o akutnem srčnem infarktu. Dolga leta je bilo, bom rekel, osnovni način zdravljenja tromboliza, raztapljanja strdka. No, potem smo pa leta 2000 v sodelovanju z interventnimi kardiologi kliničnega oddelka za kardiologijo uvedli sistem primarne koronarne angioplastike, s tem, da strdek ne raztopimo, ampak ga v bistvu razširimo, odpravimo z stentom in balonom. In potem smo analizirali rezultate in jih seveda tudi objavili.
In zanimivo je bilo, da v obdobju trombolize 95-96 je mortaliteta znašala 16,4% na našem oddelku. Po uvedbi nove metode zdravljenja pa je padla za več kot 10%. In če pomislite, da je približno 600-700 bolnikov danes sprejetih s to diagnozo v klinični center, rešimo na ta način 60-70 življenj letno. Naslednja stopnja je bila, da smo se lotili srčnega zastoja. Včeraj ste poslušali lepo predavanje profesor Čufota o srčnem zastoju. No, in to so naši rezultati. Pred uvedbo intenzivnega zdravljenja, to je bilo v obdobju 1995 do 2003, je v bistvu preživetje teh bolnikov na našem oddelku znašalo sam 27%. Ko smo pa ta zdravljenje intenzivirali za kontrolo temperature, za takojšnjo koronarografijo, PC in ostalimi stvarmi, je pa seveda poraslo na 47%. In seveda tudi to smo objavili peer review v priznani mednarodni strokovni reviji. Tretja stopnica tega Acute Cardiac Network, če želite, ki smo ga skupaj s kolegi oblikovali v Sloveniji, je pa tako imenovana venovenska ekstramembranska cirkulacija. Po domač povedan, če popolnoma odpovejo pljuča ali srce, je to način, s katerim kupimo čas, da bolnika bodisi pozdravimo ali pa mu transplantiramo srce in pljuča. In to so naši rezultati za ta srčni ECMO. Kardiogeni šok, preživetje hospitalno 43% in potem seveda tudi dolgoročno preživetje, ker kaže, da če bolniki preživijo to, potem dolgo in dobro živijo. In to je tudi v skladu z vsem tem, kar so mednarodni standardi, to preživetje in za kardiogeni šok in za tiste bolnike, kjer imajo srčni zastoj, ki ga ne moremo zreanimirati, po domač povedano, in ustavimo ECMO. To so v bistvu mrtvi ljudje, ki jih oživimo. In tle 28%. Skratka, zopet objavljeno. In prav tako za venovenski ECMO, za pljučni ECMO, tukaj vidite, da smo pogledali preživetje teh bolnikov, ki je okoli 40%, in ni razlik med tistimi, ki so prišli na ECMO zaradi covida, gripe ali drugih razlogov. In zopet, če preživijo, bolnišnično zdravljenje živijo dolgo in kvalitetno. Vendar, vse to, kar sem vam pokazal, je bil zgolj moj hobi, ker nihče od nadrejenih v 20 letih od mene ni želel nobenega rezultata. In tudi nikoli ni bilo pretiranega navdušenja ob našem sodelovanju pri randomiziranih raziskavah, ki so oblikovali mednarodno doktrino zdravljenja srčnega infarkta in zastoja srca izven bolnišnice. In teh je bilo kar nekaj. Kot vidite, AZAC študijo tukaj, to smo dokazali, da azitromicin pri koronarni bolezni ni koristen, skupaj z našim rojakom Bojanom Čerčkom v Los Angelesu. Potem Kulpričok študija, ki je ključna bila, ki pove, kako narediš dilatacijo pri srčnem infarktu in kardiogenem šoku. Prva študija, kateri srčni zastoj mora direktno v kateteriti, in ECLS študija, ta zadnja študija ECMO, ki je bila predstavljena na Evropskem kongresu za kardiologijo, in sicer konec avgusta v Amsterdamu. In tukaj v članku New England, to je vrh, kamor lahko prideš kot klinični raziskovalec, je posebej napisana Slovenija, da je študija potekala v Germany in Slovenija. No, mene je blazno veliko mednarodnih prijateljev klicali in so rekli, super, ala vam vera. Od Slovencev sta to zaznala sam profesor Zorčeva pa profesor Lenščak. Nihče od nadrejenih, nihče v kliničnem centru. Nagrade, ki sem jih dobil, prva taka je bila 2018, ki so mi kljub temu, da smo naša raziskovalna skupina blazno veliko publicirali, veliko citirali, ukinili financiranje raziskovalne skupine s strani ARC-ja. To se je v samostojni Sloveniji zgodilo samo drugič. Zmanjkalo nam je pol točke. Na kakšen način, ne vem. Bilo je pa to seveda v tesnem sodelovanju, žal, z kliničnim centrom, ki je prav tako izgubil ta denar, vendar očitno so bile kakšne druge stvari bolj pomembne.
No, seveda, klinični center isto leto nam je tudi zavrnil razvojni terciarni projekt, tudi nekako ni bilo prave prioritete strokovne. Skratka, nekih nagrad z tega področja ni bilo, zato pa tudi ni problem, ker človek mora imeti lasten sistem vrednot in sam mora vedeti, kaj je pomembno, kaj ne in kaj je naredil dobro in kaj ne. Seveda je nič boljš ni bilo tudi na področju, bom rekel, mojega kliničnega dela. Vidite, v kliničnem centru sem v 2020 naredil 4196 interventnih kardioloških posegov in potem, kot vidite, ta krivulja se je zelo strmo kar nižala. In tudi recimo vidite posamezne dodatne padce, afera s preplačanimi stenti, tukaj v normalni državi bi se moj volumen povečal, tle se je znižal. No in potem dokončna eliminacija meni osebno z tega programa leta 2020, skratka brez obvestil, s tem, da sem nadrejene obveščal, sam se nisem znajdel na programu, noben od nadrejenih mi niti odgovoril ni na e-mail in kar je mogoče najbolj podlo, da se je v bistvu izrabila moja poškodba palca, zaradi katerega sem bil 2 meseca out in so pač v tem času me izključili iz te službe. Skratka, zelo zanimive zgodbe, ampak poglejte, jaz pač to nisem na veliki zvon dajal, jaz to povem pred publiko, ki razume, tukaj so slovenski zdravniki iz tujine in to je seveda drugačna publika, ker v naših tradicionalnih kardioloških mitingih kaj takega niti ne bi mogel predstaviti. Prav zanimiva je tudi zgodba za perkutanem zapiranju PFO in ASD odraslih. Tukaj vidite 3D prikaz, to je zapiralo in potem še drugo. Skratka, imam največje število zapiranj v Sloveniji, PFO je 361, ASD 50, z objavljenimi rezultati. In zanimivo, ko več let v Sloveniji ni bilo nobenega drugega operaterja, sem se ponudil, da pač bolj, da si delam ali pa naučim mlajše, 3 zaporednim predstojnikom kardiologije na kliničnem centru. No, seveda, rezultat je bil, da so raje najeli kolege iz Zagreba in Reke in jim plačevali več kot 1000 evrov na dan za te intervencije. Jaz sem bil pa 50 metrov stran v pisarni. Skratka, mogoče kot ilustracijo, kaj se dogaja tudi v državnih zavodih, pri čemer nočem reči, da so privatniki pa čisto nekaj drugega, ker osebno ločim samo med dobro in slabo medicino, ne med levo in desno in ne med zasebno in državno. In ključen je tukaj zdravnik, njegovo znanje, poštenost in odnos do pacientov, ne pa oblika dela. No, nekako sem te stvari prebrodil s tem, da sem bil sredi dvoživka. To je izraz, ki ga uporabljajo nekateri za dvojno zaposlitev. Skratka, polna zaposlitev v UKC Ljubljana, v prostem času še interventni posegi v srčnem centru Medikor. In tukaj sem jih opravil 4790 do konca leta 2022. In tukaj mi je tudi dal možnost, da sem številne svoje kolege iz tujine pripeljal in smo skupaj delali kakšne intervencije, veliko so nas naučili, veliko novih metod. In v bistvu vse skozi je profesor Zorčeva tudi želela, da imamo registre zaporednih bolnikov za intervencije, ki jih opravimo. To je PCI, PFO zapiranje, ASD, LA, appendič zapiranje, septalna ablacija pri hipertrofični obstruktivni kardiomiopatiji in seveda tudi TAVI. In ravno s TAVI-jem bom dal še dodaten primer, kako to izgleda. TAVI za tiste, ki pač niste z tega področja, to pomeni perkutano vstavitev aortne zaklopke, skratka zaklopko vstavimo preko žile na mesto na klasičen način, ko se odpre prsni koš in kirurg vstavi zaklopko. No, mi smo svoje rezultate analizirali po prvih 100 bolnikih, naredili Kaplan-Meier krivuljo in v bistvu to primerjali z randomiziranimi raziskavami, ki so bile objavljene na tem področju. In seveda, če pogledate confidence intervale in rezultate randomiziranih raziskav, ki praviloma vključujejo bolj selekcionirane bolnike in imajo celo manjšo mortaliteto, zato so nekje znotraj
tega, kar je v teh raziskavah. No, prejšnji mesec smo naredili 500. bolnika in to so naši rezultati, kar se tiče mortalitete. 30-dnevna mortaliteta, tukaj napaka ni 1,1, ampak 1,2%, enoletna mortaliteta 5,6, dvoletna 8,0, triletna 9,8. Nažalost še nimamo vseh podatkov, natančno, kar se tiče strokov, kar se tiče perifernih komplikacij, ampak mislim, da so seveda kar dobri. Skratka, mi smo transparentno prikazali tisto, kar delamo. In veseli smo bili, prejšnjo leto je bil gost, izumitelj te procedure, profesor Cribier na Medicor simpoziju. No, in njemu smo predstavili ta program in seveda je rekel, da je zelo lep prikaz, kako lahko en center praktično brez learning krivulje pride do dobrih rezultatov, kar je bil svojevrsten kompliment za nas. No, in ko smo naredili 500. TAVI, sem ga seveda takoj obvestil o tem in nam je seveda čestito in se veselimo, da letos spet pride in da spet predebatiramo s tistim človekom, ki je to nekako izumil, ker je dejansko res poseben privilegij. Kaj pa outcome drugih centrov v Sloveniji? No, imamo eno objavo, eno peer review objavo, in sicer Klinični center Ljubljana je primerjal TAVI pri bolnikih nad 80 let, kirurški in perkutani. Jaz tukaj prikazujem samo perkutani del, skratka TAVI. No, tukaj so imeli 30-dnevno mortaliteto 5,5%. Jaz sem potem z našega registra vzel bolnike nad 80 let, kot vidite, primerljiva številka, primerljiva leta, Euroscore 2 nekje primerljiv, prav tako STS score, pri nas je bila 30-dnevna mortaliteta 0,4%. Kar je pa zanimivo, da za isti poseg Medicor dobi od zavarovalnice 5.000 evrov manj. Za isti poseg dobi Medicor 5.000 evrov manj. Če to zračunamo, 5.000 evrov krat 500, smo prihranili zavarovalnici 2,5 milijona. Kakšna je nagrada? Nagrada je, da smo omejeni na 110 TAVI-jev letno in da smo ta program naredili. In da imamo čakajočo listo skoraj 100 bolnikov in zdaj v bistvu prosjačimo dobesedno za dodatni program. Da bi do konca leta pomagali še dodatnim bolnikom. Komentar strani zavarovalnice, morda je kdo tukaj strani zavarovalnice, bom zelo vesel, če bo komentiral to, morda strani ministrstva, prav tako, morda strani Slovenskega kardiološkega združenja, predvsem pa so tukaj ključni pacienti. In predvsem tisti, ki čakajo v čakalni listi na ta poseg, ki bi jo lahko upravili, pa pač ni plača. Naj zaključim tole, s tem, da rečem, da je rezultat neusmilen, vendar zelo pravičen sodnik celotnega procesa zdravljenja. Je objektivno merilo, kam sodi institucija in posameznik v domačem in mednarodnem okolju. Brez objektivnega poročanja rezultatov s pomočjo medijske politične samopromocije nastajajo strokovne psevdoavtoritete in razni virtuozi posameznih intervencij. Rešitev jaz osebno ne vidim v dodatni agenciji za kvaliteto, ker vemo, kaj bo to, ampak spremembi kulture razmišljanja in celotnega pristopa v slovenski medicini. Žal osebno vidim edino pot v mladih, s tem, da bi tisti, ki želijo delati akademsko kariero, nujno šli za 1 do 2 leti v tujino, v priznane tuje inštitucije, na specializacijo, na raziskovanje in se potem vrnili in dobili priložnost, da končno slovenski zdravstveni sistem približamo razvitim sistemom evropskega javnega zdravstva. Hvala lepa.
No, najlepša hvala, profesor Noč. Jaz predlagam, da po predavanju, ki je bilo zelo intenzivno, sprožimo razpravo. Ima kdo? Kar izvolite. Spoštovani, profesor Noč nas je izzval s tistim zaključnim komentarjem, češ kdo bo kaj komentiral. Mi smo v zvezi s Tavijem dvakrat šli k direktorici Zavoda za zdravstveno zavarovanje in na ministrstvo in smo dosegli, da je bila dodatna kvota, če se ne motim, 100 posegov Tavija, to je bilo 2021-2022, razdeljena potem na Maribor, Ljubljano in pa na Medikor. Ne vem trenutno, v kakšnem stanju je ta pobuda za letos, ampak na vsak način smo pacienti Društvo na srcu operiranih pritisnili ali pa ustrajali, da zavarovalnica odobri dodatne posege. Jaz sem večkrat komentiral v zadnjem letu dni, da ni resnično zapis v strategiji razvoja zdravstva oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pravi v uradnem dokumentu, ki je na spletnih straneh, da v slovenskem zdravstvu ni kvantitativnih omejitev za posege. To seveda ni res. Obstajajo številni kvantitativne omejitve v planu Zavoda za zdravstveno zavarovanje in v pogodbah. In to je seveda ena najbolj kritičnih točk, to niso samo Tavi posegi, to so tudi drugi. Seveda, ni resnica, da ni kvantitativnih omejitev, so kvantitativne omejitve. In zaradi tega ljudje umirajo na desetine ljudi. Kdo bo odgovarjal za takšno stanje in za te mrtve? Nihče ne bo za to odgovarjal. A mislite, da je to edina taka stvar? Drugi teden, naslednji teden, v sredo, bomo mi se začeli ukvarjati z nekim podobnim specialnim področjem. To so inkontinence in ustavljanje spodbujevalcev. To se dela trenutno, slovenski pacienti hodijo na Dunaj. Si vi lahko predstavljate, kakšnem stanju, kakšnem položaju so pacienti, ki brez kontrole izgubljajo blato in vodo, ki morajo hoditi na Dunaj tudi na kontrole, ki se tega v Sloveniji ne dela. Zdaj bo klinični center, smo slišali, končno začel to delati, zato da bojo lahko slovenski pacienti v Sloveniji dobili to intervencijo, ki je seveda draga. Ena taka intervencija skupaj z vsem stane 30 000 evrov. Samo ta aparat, ki se vstavi v obliki dvoevrskega kovanca, stane 13 000 evrov. Jaz govorim o tem, da tole vse skupaj kaže, včerajšnja razprava, pa današnja tole, da Slovenija nima upravljanja zdravstvenega sistema. Mi nimamo na enem mestu, za nas bi morali vsak teden ali pa vsaki 14 dni se vsesti dol. Direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje, minister, Nacionalni inštitut za javno zdravje, pregledati, kje so največje problemi, kje so največje čakalne dobe in se pogovarjati, kako se bo tiste stvari rešile. In nam nobene institucionalizacije, ne vem kakšni zakoni, tega ne bodo rešili. Gre za upravljanje za božjo voljo, za 2 milijona ljudi, to je za 1 Milano, a to je prekomplicirano. Tako pa te inštitucije težko sodelujo. Jaz se spomnim časov, 2016, Milojka Kolar, prostite, da povem, se sploh niso odgovarjali na pripombe in na predloge za Zdravniške zbornice Slovenije. To je šlo predale. Naši predlogi so šli predale. Pa kakšno upravljanje je to? In trdimo, mi, to je naše stališče Zveze organizacij pacientov, da rabimo to, kar je včeraj gospod Trontelj rekel, mi nimamo dialoga, mi nimamo pogovarjanja, mi imamo ekskomunikacije. Tako da, jaz sem se oglasil zaradi tega, ker dejansko bi mi radi videli, da postanemo približno enakopravni partnerji in da slovenski pacienti imamo svoj glas, enostavno to. Mi pa nismo, vi ste zdravnik, jaz nisem zdravnik, vi veste, kaj je treba narediti. Ampak mi smo zdaj na tej konici tega kopja, smo mi tam gor, na tisti špički tam gor. Morali bi biti in to bomo postali. Veste, je tako, ali se bomo to dogovorili, a je res v Sloveniji
edini faktor, ki lahko kaj premakne, ulica pa demonstracije ali pred ministrstvom za zdravje ali pa pred državnim zborom. Pa kaj bi zdaj radi? Da mi pripeljamo tja 15.000 pacientov, da bomo se pogovarjali o takih elementarnih zadevah, kot je recimo ta. Jaz sem bil operiran pred 27 leti v Lozani. Je popolnoma jasno, veste, koliko je ura. Kajti tisti, ki ne doživi tavi posega pravočasno, to so kandidati za kratko preživetje še, se merijo v mesecih lahko, če tega ne doživijo. Ker to so pacienti, ki so neoperabilni, kot rečete. To sem želel povedati zaradi tega, ker mislim, da so sporočila s Svetovnega slovenskega kongresa že prejšnja leta in tudi letos so takšna, da jih politika ne bi smela preslišati. Žal, moram pa nekaj reči. Veste, jaz sem že v nebesih, ali pa ne vem kje, ali pa v peklu, so vse. Veste kaj, narobe je to, da ni tistih, ki bi morali to slišati, niso danes tu, da bi tole poslušali. Hvala. Hvala lepa. Če ni drugih komentarjev, bi vseeno zaradi časovnice predlagal, da na oder pristopi dr. Andrej Vranič iz Hôpital Européen de Paris, ki nam bo povedal, kako napotovati oziroma izzive napotovanja na kirurško zdravljenje v tujini. Dober dan, lepo pozdravljeni. Za tiste, ki me ne poznate, samo na kratko, moje 20 let sem v kliničnem centru delal, malo sem se dolgočasil zadnje leta in sem bil vesel povabila, da grem delati v Pariz, kjer sem zdaj že v bistvu 8 let neodvisni specialist v Evropski bolnišnici. Se pa še zmeraj redno vračam v Slovenijo, kjer tudi delam in operiram in sem zmeraj vesel povabila tudi slovenskega kongresa. Samo za primerjavo, veliko smo slišali včeraj o sistemu zdravstvene v Sloveniji. Vemo, da kjere so slabosti, kjere so prednosti, mislimo, da smo v glavnem o slabosti govorili in vemo, da je slovenski sistem precej rigiden, da so pacienti infantilizirani, da nimajo izbire, da je pogosto preveč hierarhičen in da predvsem, da je privatna iniciativa vedno ovirana na vse mogoče načine. Jaz zdaj delam v bistvu že 8 let v privatnih inštitucijah. Francija je daleč od tega, da bi bila dežela, kjer bi bili pacienti prepuščeni sami sebi, ampak če jo primerjamo s Slovenijo, je sistem še zmeraj bistveno bolj liberalen, pacienti imajo izbiro, predvsem je seveda kompeticija, primerjava med bolnišnicami tista, ki daje pacientu izbiro, to smo včeraj od dr. Gregoriča slišali, samo konkurenca med inštitucijami je način, da se poveča kvaliteta zdravstvenih storitev. In to je seveda tudi v Sloveniji, se ljudje premalo tega zavedajo, ljudje zmeraj mislijo, da tako pač mora biti in se ne zavedajo, da bi v bistvu pacienti morali biti tisti, ki izbirajo in določajo, katere bolnišnice bojo šle naprej, kateri oddelki se bojo razvijali in kateri ne. Jaz sem vesel, da je s strani pacientov zmeraj več pobude. Jaz upam, da se bojo organizacije pacientov zmeraj bolj organizirale, mogoče rešile na ulico, zato ker je samo s strani pacientov v bistvu mogoče doseči, da se stvari v Sloveniji premaknejo. Mislim, da je seveda, zdaj v medije ne bi šli, danes imamo, vse so tudi predstavniki medijev tukaj, mislim, da določene stvari se vseeno objavljajo, da so želje, da se stvari premikajo, ampak bomo videli, kako bo v naslednjih letih. Jaz sem moje predavanje nekako okrog pacientov, ki so napoteni v tujino, zastavil in v sklopu teh pacientov so pacienti z epilepsijo,
tisti, ki so mogoče zdaj bojo na prvem mestu. Kot nevrokirurgi se pogosto sprejemamo, se soočamo z epilepsijo. Tukaj je ene par primerov kot recimo hematom po operaciji, mehen kavernom med obema hemisferama, potem tudi recimo tumor hipofize, pa mogoče za tiste mlajše, mogoče če kdo gleda, tudi v Franciji imamo take način, kako paciente napotimo enemu drugemu, mogoče malo starinski, da si taka pisma pišemo včasih zdravniki med sabo. Prvi pacient, ki ga bom predstavil, je 44-letni bolnik z tako imenovano temporalno epilepsijo. To je pacient z lezijo v amigdali, ki je v bistvu prvi napad imel že pri 20 letih, potem so se pa napadi v starosti 37 let nekako pojačali, postali nekoliko bolj pogosti kljub medicinski, se pravi, terapiji z zdravili. No in pacient je začel malo razmišljati, če se to mogoče drugače zdraviti. O refraktarni epilepsiji govorimo takrat, ko epilepsija ne reagira na zdravljenje z antiepileptiki in tukaj vidite vse tiste posledice, ki so za take paciente potem pridejo v življenju. In nekateri pacienti z refraktarno epilepsijo so kandidati za kirurško zdravljenje, zato ker se da tisto področje možganov, ki te napade generira, preprosto izrezati. Seveda pri tem ne sme priti do novih nevroloških izpadov. Nevrokirurg je pa tisti, ki bo določil, se pravi, nevrolog je pa tisti, ki bo določil, katero področje, kateri del možganov je tisti, ki to epilepsijo proži, in nevrokirurg bo tisti, ki bo del možganov odstranil. Večina epileptičnih napadov največ bi rekel epileptičnih napadov je generiranih v temporalnem lobusu in se pravi, kirurgija temporalnega lobusa je tista, ki potem te napade lahko odstrani. Kirurgija epilepsije je nekako lezionalna kirurgija, to pomeni, da moramo del možganov odstraniti, pri tem pa ne smemo generirati novega nevrološkega deficita. Se pravi, v predoperativni diagnostiki so potrebni številni testi, med drugimi predvsem EEG in pa 14-dnevno EEG snemanje, to pomeni, da mora biti pacient 14 dni v bolnišnici, priključen na elektrode in potem se določa, kjer je tisti del možganov, ki te napade proži. Če to dolgotrajno snemanje ne zadostuje, se lahko v možgane implantirajo elektrode, se pravi, to so pa površinske elektrode na površini možganov ali pa globoke elektrode, ki se vstavijo v globino možganov. In te elektrode potem ravno tako priključimo na EEG aparat, merimo aktivnost možganov in zabeležimo, kakšna je aktivnost med epileptičnimi napadi. Torej, vrnimo se k našemu bolniku, 44 let staremu, pri katerem so ugotovili, da je epilepsija najverjetneje prožena v področju levega temporalnega lobusa, vendar pa mu v Sloveniji nismo mogli ponuditi epilepsije kirurgije, ki se zaradi neznanih pravzaprav razlogov, seveda s stalnim izgovarjanjem na pomanjkanje kadra, že približno 30 let v Sloveniji ne razvija. Vsi pacienti so, oziroma nekateri pacienti z kirurgijo, ki so kandidati za kirurško zdravljenje, so napoteni v tujino, večini pa to zdravljenje sploh ni ponujeno. Tako da ta pacient je v bistvu sam poiskal, kakšne bi bile možnosti zdravljenja v tujini. Bil je operiran v eni izmed velikih pariških bolnišnic, tukaj imamo mogoče samo za ilustracijo najstarejšo, še delujočo bolnico na svetu, najverjetneje iz 8. stoletja izvira v središču Pariza. Bolnik je bil operiran kot privatni bolnik v eni izmed teh javnih bolnišnic v Parizu. Narejena je bila resekcija temporalnega lobusa, sprednjega dela temporalnega režnja in
Po operaciji pravzaprav ni bilo nekih velikih sprememb. Bolnik je še naprej sleden, zdaj bo imel mogoče ponovno srečanje, ponovno pregled in pa mogoče drugo operacijo. Kakšne so pomisleki ob tem napotitvi v tujino? Šlo je za relativno preprosto lezionalno kirurgijo. Pri bolniku je bila odstranjena 5 cm temporalnega režnja, kar zna v bistvu vsak nevrokirurg odstraniti, s tem, da se ve, da na levi strani se lahko odreže 5 cm, na desni pa 7 cm temporalnega lobusa, brez večjih sprememb za bolnika. Operacija stara približno 50.000, mogoče 100.000 evrov, s tem, da se zavedamo, na ta način lahko bi zavarovalnica prehranila vsaj za 2000 nevroloških pregledov, za plačo za enega nevrokirurga za 1 leto. Zakaj pravzaprav take relativno enostavne operacije v Sloveniji pacientu ne moremo ponuditi? In še ob tem še drug pomislek, v Sloveniji je približno 1000 pacientov, ki so kandidati za kirurško zdravljenje. Mogoče bi bil s strani zdravstvene zavarovalnice, bi pričakovali eno pismo v smeri pobude, da se kirurgija epilepsije v Sloveniji razvije. Mogoče bi se strani nevrologov ravno tako pričakovali neko pobudo, da se epilepsija kirurgija v Sloveniji razvije. V 30 letih tega do zdaj ni bilo, pacienti so prepuščeni svoji volji, včasih napoteni, včasih ne. Stanje je v bistvu slabo, po mojem mnenju. S tem, da vsak nevrokirurg zna operirati tumor v tem področju, da je recimo resekcija tega hipokampusa, če gre za tumorsko lezijo, popolnoma je taka enostavna operacija, ki se v Sloveniji pa seveda lahko ponudi. Če gremo na drugega pacienta, podoben pacient, gre za otroškega pacienta, se pravi nevropediatrični pacient, 13 let star otrok, ravno tako temporalna epilepsija, dobro sodelovanje s tujino, pacient je poslan v Nemčijo na podobno operacijo kot ta odrasli bolnik, ravno tako seveda operacija precej stane, ampak je dobro upravljena, pacient je po operaciji brez napadov, gre za mladega bolnika, ki bo v naslednjih letih normalno zaživel. Se pravi, dober način sodelovanja, temporalna epilepsija pri otrocih, pogosta epilepsija, dobro zdravljena, gre za lezijo, se pravi za uničenje dela možganov z namenom bistvenega izboljšanja kvalitete pri bolniku. Razlika med pediatrično in odraslo kirurgijo epilepsije. Pri odraslih gre predvsem za lezionalno kirurgijo temporalnega lobusa z malo poškodbami možganovine in z malo specifike pravzaprav pri delu, medtem ko gre pri otroški populaciji za precej bolj kompleksne načine zdravljenja, predvsem za invazivno diagnostiko in pogosto za težko določljiv del možganov, ki je za to epilepsijo odgovoren. To je samo primer, kako se to planira predkirurško, kako se te elektrode vstavljajo. V bistvu se 12 do 18 elektrod vstavi v možgane in s pomočjo računalnika in s pomočjo dobre slikovne diagnostike z magnetno resonanco se pot vsake, se pravi trajektorij vsake te elektrode dobro planira, približno do 1 do 2 mm natančno, tako da točno vemo, na katerem mestu možganov katera elektroda potem v naslednjih 2 tednih snema možgansko aktivnost. Se pravi, dobro sodelovanje z nevrologom, zelo natančno planiranje in pa zelo natančno ustavljanje elektrod s pomočjo robota. Tukaj vidimo, kako je ta mlada pacientka med operacijo izgleda, prešpikani možgani z zelo tankimi elektrodami.
to ni nobenih posledic. Ne. To so potem za otroci so potem brez vsakih nevroloških posledic po taki operaciji. Imamo pa dobro informacijo za to, kjer se napadi prožijo. Skratka, v Sloveniji te možnosti nimamo. Je pa v Evropi kar nekaj centrov, kamor se te pacienti napotujejo, s tem, da se moramo zavedati, da so to centri, ki so bistveno manjši od kliničnega centra, ki imajo bistveno manjšo podporo in kjer so se pač nekako okoliščine bile take, da se je to zdravljenje razvilo. Seveda, poti za to napotovanje so bolj ali manj dobro definirane. Pri otrocih so to pač nevropediatri, ki napotujejo, se ponavadi preko konzilija te stvari določajo. So pa seveda še zmeraj vprašanja, kje in kako. No, tukaj v Sloveniji imamo trenutno zelo dobro nevropediatrijo v Celju in v Slovenj Gradcu, v kliničnem centru tudi, ampak ni pa nekega sodelovanja seveda na državnem nivoju in nekih natančno določenih kriterijev za napotovanje teh bolnikov. No, potem, ko se določi, kateri del možganov je odgovoren za te napade, se seveda razne operacije lahko izvajajo, ki se včasih izgledajo tudi zelo hude, kot recimo hemisferotomija. To pomeni, da se prav del možganske hemisfere odreže od ostalega dela možganov, s tem, da so to pacienti, ki so itak že precej hendikepirani, ampak na nek način vseeno ohranijo možnost hoje in seveda pa nimajo teh zelo hudih napadov, ki jih stalno grenijo življenje. Komplikacije seveda so možne po takih operacijah. Važno je, če se pacient napoti v tujino, da se ve, katere operacije lahko pričakujemo in kje se te operacije pojavijo. Seveda zgodne operacije se ponavadi pojavijo med hospitalizacijo v tujini, medtem ko se pa pozne komplikacije lahko pojavijo med hospitalizacijo oziroma po vrnitvi v Slovenijo. In kdo je potem soočen s temi komplikacijami? Seveda slovenski nevrokirurgi, ki v tej stvari pravzaprav nimajo pojma. Tako da tukaj je problem tudi za te bolnike. Tretji primer je, tudi seveda moji primeri so vsi nevrokirurški, je manj, seveda ni z področja epilepsije, gre pa za bolnico z Chiari malformacijo, za tiste, ki se mogoče niste najbolj na tem področju domači, ne gre za to, da mali možgani segajo skozi foramen v vratno hrbtenico in ob tem pritiskajo na možgansko deblo in na zgornji del vratne hrbtenjače, kar povzroča seveda lahko zelo hude simptome. V Sloveniji je ta malformacija relativno redka, tako da slovenski nevrokirurgi pravzaprav nimajo veliko izkušenj. Jaz sem v 20 letih samo eno operiral, odkar sem pa v Franciji, pa vsako leto kar nekaj pacientov pride in jih tudi uspešno zdravimo. V Sloveniji je pa nekako odpor do zdravljenja te malformacije, ki pravzaprav kirurško ni tako zapletena in se nekako paciente vrtijo v krogu, se jim reče, ja, saj se da, pa se ne da, pa mogoče bomo videli, pa še malo počakamo. Tako da so soočeni pravzaprav z dost neprijetno situacijo in se potem sami od sebe nekako vrtijo in iščejo neko rešitev. Pri pacientu se moramo zmeraj zavedati, da ga je strah kirurgije in predvsem, če izgubi zaupanje v sistem, je pa še toliko bolj izgubljen, zato ker itak Slovenci pa nekako imamo malo pomanjkanje samozavesti, malo pomanjkanje v samo presojo. Tako da rabi neko reassurance, se pravi, da ga zagotovimo, da je nekdo res najboljši, se pravi, tukaj imamo lahko tudi psevdo-avtoritete, tako kot je doktor Noč prepovedal, tako da cel slovenski zdravstveni sistem na teh psevdo-avtoritetah
precej sloni. Imamo pa tudi objektivne kazalce, ki so število operacij na leto in pa seveda procent komplikacij. Tako da pacienti seveda iščejo rešitve doma, iščejo rešitve v tujini in potem se seveda obračajo na kirurge z vprašanji, koliko imate operacij in tako naprej, kar je seveda popolnoma legitimno. Več, ko ima kirurg operacij, boljši so rezultati. To je zmeri dokazano. Po drugi strani pa seveda, ali se zaradi tega morajo zdaj vsi pacienti s Chiari malformacijo iti na zdravljenje v tujino ali ne, je pa drugo vprašanje. Ali bomo v Sloveniji to popolnoma ustavili zdraviti, ali bomo druge načine, druge bolezni tudi nehali zdraviti, tle se pa potem treba malo vprašati. Ne. Podobno pacientka, 55 let stara s Chiari malformacijo, z dvojno patologijo, tako Chiari, se pravi mali možgani v vratni hrbtenici, poleg tega pa še vratna hernija, vse skupaj povzroča siringomielijo, to je razširjanje votline, se pravi votline z cerebrospinalnim likvorjem v hrbtenjači, kar povzroča številne simptome. Pacientka se obrne na več zdravnikov doma v tujini, v končni fazi v New York, specifično mogoče najbolj znana, seveda ji sugerirajo tudi zdravljenje, se pravi tukaj ni popolnoma jasno, ali je bilo to zdravljenje Chiari malformacije uspešno ali ne, ker je šlo za dvojno patologijo, ali imajo nekdo, ki se samo z eno patologijo ukvarja, mogoče predilekcijo, da tisto svojo patologijo vidi in da bolj pacientu svetuje, da naj se absolutno gre to operirati, je pa tudi vprašanje. Se pravi, ta pacientka po operaciji ni bistveno boljša, se pravi, zdaj treba še vratno hrbtenico operirati. Vse dobro, to je zdaj pet, ali so strogo, ozko specializirane ustanove vedno najboljša rešitev za patologijo in ali morajo pol vsi pacienti v Sloveniji s Chiari malformacijo iti se operirati v New York, to pa drugo vprašanje. Pacient številka 5, Clivus chordom, dosti redka patologija, tumor možganske baze, zdravljenje v tujini zavrnjeno, zavarovalnica zavrne, pacient se odloči, kljub temu, da gre sam v tujino, si plača zdravljenje, dvakrat operiran, po drugi operaciji pride do hudih zapletov, pacient se podaljša zdravljenje za približno mesec dni v tuji inštituciji, potem v dosti invalidnem stanju pride nazaj v Slovenijo, ob tem tuja inštitucija sprejme stroške za vse dodatno zdravljenje. Ali je to primer v vseh primerih ali ne? Mislim, da ne. Tukaj so šli pacienti vsi zelo na roko, v večini primerov bi pa seveda tuja inštitucija pacientu izstavlja račun za zdravljenje, tako kot ga tudi klinični center oziroma druge inštitucije v glavnem. 6. primer, se bom hvalil konc, bolnik z glioblastomom, metuljčkast glioblastom. To pomeni, da je glioblastom je mogoče najbolj malign tumor sploh, oziroma eden od najbolj malignih tumorjev sploh, vsekakor najbolj malign tumor možganov, lahko se širi preko korpus callosuma na drugo stran, in to takrat pravimo o metuljčkastem glioblastomu. Skratka, zelo slaba prognoza za bolnika, vendar pa dokazi, da z maksimalno resekcijo je preživetje boljše. Bolniku v Sloveniji ponudijo samo biopsijo, ko zahteva bolj agresivno zdravljenje, so do njega arogantni, mu pač onemogočijo napotitev na drugo zdravljenje, pacient gre v tujino, si sam plača zdravljenje, pride nazaj v dobrem stanju z večino tumorja odstranjenega. Ob tem seveda zavarovalnica ne povrne zdravljenja, zato ker mu pač ni bilo to zdravljenje podpisano s strani kirurga v kliničnem centru. Pacient potem iztoži to, zato ker je potem bilo ekspertno mnenje na podlagi pač znanstvenih publikacij izdelano, ki je dokazalo, da je zdravljenje, bolj agresivno zdravljenje
ima boljšo prognozo in da je bilo upravičeno. Skratka, katere so vprašanja v tem primeru? Kdo, ali je treba zdaj vse paciente z glioblastoma napotiti v tujino? Verjetno ne. Bi bilo pa verjetno potrebno izboljšati pristop do teh bolnikov, kvaliteto zdravljenja v Sloveniji, zato ker si vsak pacient seveda ne more privoščiti, da bi zastavil denar v tujini in potem plačal še odvetnika, da poskusi ta denar iztožiti nazaj. Samo na kratko 7. primer, to je pa za zaključek bolnik 66 let star s preprosto vratno patologijo, se pravi vratna stenoza, stisnjenje vratne hrbtenjače in vratnih živcev, poslan v tujino na operacijo, zakaj ne vem, ker ga v Sloveniji ravno tako se da to stvari narediti, ampak zavarovalnica mu je to seveda krila. Kakšna je pot? Ponavadi, pogosto se zgodi, da je bolnik s strani nekega, v nevrokirurških primerih, pač strani nevrokirurga ali strani nevrologa napoten na zdravljenje v tujino, zaprosi za refundacijo tega s strani ZZZS, ZZZS pa potem pošlje vprašalnik na klinični center istemu kirurgu, ki je to odobritev naredil. In ta vprašalnik je pač vprašanje, ali bi bilo to operacijo možno opraviti v Sloveniji. In to je popolnoma od kliničnega oddelka za nevrokirurgijo odvisno, ali na kakšen način bojo na to pismo odgovorili. Se pravi, nobenega neodvisnega mnenja, nobene neodvisne komisije na ZZZS-ju, ki bi dejansko o teh napotitvah odločala. Potem pa seveda, če pacientu ta odobritev ni bila napotena, mu ostane seveda pravna možnost, pritožba, odvetnik, sodišče. V vsakem primeru se potem pač neodvisni strokovnjaki poskušajo mobilizirati oziroma da se potem poskuša nekako do tega denarja priti nazaj. Skratka, ali imamo res enake vatle za vse slovenske paciente? Mislim, da zdaleč ne. Mislim, da je tukaj velik problem na ZZZS-ju in da bi bila, če bi se ena revizija za zadnjih 20 let delala, kdo je bil napoten v tujino in pod kakšnimi pogoji, mislim, da bi se zelo zanimive stvari videle. Sveda pa vsi, learning curve je pomembna, moramo se učiti, mladi zdravniki se morajo učiti kirurgije. In zdaj seveda, ali je zdaj pa res dobra rešitev to, da se VIP pacienti napotijo na zdravljenje v tujino, mladi kirurgi se pa učijo, in kot smo se tudi jaz učil, na pacientih v Sloveniji. Jaz sem seveda zadovoljen, moji pacienti so tudi zadovoljni, tisti, ki so bili v tujino napoteni, verjetno tudi. Ali so druge možnosti, ali bi se morali tisti, ki so šli v tujino, sami plačati zdravljenje, je pa druga stvar. Skratka, problemi pri zdravstvenem zavarovanju, mislim, da so trije. Enega smo že včeraj slišali, da seveda, če bi imeli recimo ustanove, ki so v tujini, če bi bile te ustanove v Sloveniji, jim zdravstveno zavarovanje ne bi plačalo zdravljenja, če pa so v tujini, jim plača. Druga stvar, da ni nobenega neodvisnega telesa, ki bi o teh napotitvah odločalo, in pa s tem, da se pogosto ista oseba, ki pacienta napoti v tujini, je potem tudi sodnik o svoji napotitvi in potem o teh napotitvah drugič odloča. Skratka, mislim, da je zdravstveno zavarovanje res en velik problem. Ne vem, ali je kdo tukaj zdravstvene zavarovance, ampak veliko stvari bi bilo za diskutirati, ne samo o ukinitvi koncesij. Mislim, da je bivši minister, zadnji minister zaradi tega tudi bil zelo nezaželen na koncu, ker je dregnil zdravstveno zavarovalnico. Na splošno nekako povzetek mojega predavanja. Zakaj se neke napotitve po eni strani ne izvajajo? Zato, ker se domača prestiž nekako vzdržuje, ker se kirurgi ne želijo odreči pacientov. Stroški so visoki, to je treba misliti.
ali se napoti daleč ali blizu, ali je, seveda se moramo kot zdravnik, se moramo zmeraj zavedati, da poskušamo nekaj narediti za svojega pacienta, najboljše, zmeraj poskušamo najboljšo možnost za njega ugotoviti, narediti, moramo se pa zavedati, da je kaj je mogoče tudi včasih najboljše da to seveda ni najboljše za družbo. Na equality je treba definitivno delati, no mogoče language barrier je pa mogoče zmeraj manj pomembna. Moramo se zavedati, da pogosto iz kliničnega centra napotujemo paciente na majhne specializirane bolnice, da seveda velike slovenske bolnišnice izgubljajo na ugledu, da kvaliteta zdravljenja pada, da so seveda vsi slovenski zdravniki, vedno, da so kongresi, mednarodni simpoziji, da so zmeraj nekaj najpomembnejše, kar se jim dogaja v življenju, če so pa neke rešitve iz tujine predlagane, je pa to zmeraj težje sprejeti. Majhni smo, ampak ni pa razloga, da pri nas ne bi imeli kvalitetne medicine, ni razloga, da ne bi mogli konkurirati velikim in majhnim bolnišnicam na zahodu. Kirurgija epilepsije se razvija, že desetletja, nikoli se ni uspela, mogoče se bo, upam, da se bo. Jaz vas vabim na tiste, ki jih kirurgija, nevrokirurgija zanima, ali pa tudi eventualno paciente v našo novo bolnišnico, ki so popolnoma privatna bolnišnica, narejena v področju, kjer so v glavnem nepremožna populacija, kjer zdravimo v glavnem paciente, ki nimajo veliko denarja, vendar jim socialno zavarovanje plača zdravljenje v zasebni inštituciji. Se pravi, zasebna investicija v Franciji, veš, da ti bo povrnjena, zato ker bo socialno zavarovanje plačalo zdravljenje. In tem je bistvena razlika med zahodno Evropo in med Slovenijo. Moja ekipa, hvala za pozornost. Hvala lepa, Andrej. Malo smo zakoračili časovnico, ampak mislim, da je čas za par žgočih vprašanj. Profesorca. Ki v Sloveniji pač obstaja, še iz časov, ko so bili enaki problemi na srčni kirurgiji. Bolniki so odhajali na srčne operacije v tujini zaradi čakalnih dob, ampak ne zaradi čakalnih dob, zaradi kvalitete srčne operacije. Srčna operacija lahko povzroča težko invalidnost. Slabo opravljena storitev pomeni veliko komplikacij in seveda velik strošek za zavarovalnico. To se je sedaj s prihodom našega centra pred 20 leti spremenilo, ampak kljub temu so čakalne dobe, kljub temu mi lahko delamo več, ampak kljub temu vzdržujejo na čakalnih listah bolnike in povedo, no, Medikor lahko greste, če hočete, ampak tu je vaša čakalna lista in to je prioriteta. Mislim, kar se pa tiče zdravljenja v tujini na področju nevrokirurgije, poznam primer, ki ste ga predstavili. Zelo žalostno je, da so bolniki odvisni od enega človeka, od nevrokirurškega konzilija v UKC Ljubljana konkretno. To ni pošteno. To mora biti konzilij, naj povabijo še vas ali kogarkoli v okviru zavarovalnice. In to, da je eden od primerov, ki ste ga pokazali, naša mlada kolegica, ki je edina šansa, da odide v tujino in je sedaj to vprašanje. Jaz sem se javila, da zberemo denar, da se sama angažiram preko svojih povezav z podjetniki, ampak nekako so familija rekla, bomo prodali stanovanje in to ni v redu. Saj da pomagamo, saj kolegi sami sebi. Saj samo sem tole, nevrokirurški konzilij v UKC Ljubljana zgleda tako, da šef da tisti list nekomu, da tole na hitro napiši, potem pa se dvakrat prijeta mimo podpišete. Nobene diskusije, nič.
Nič. To je konzili, to je nevrokirurški konzili. Še je pa seveda zainteresiran, bo pa šef sam podpisal tisto v smeri napotitve. Take so moje izkušnje, 20 let sem tam delal, tako da mislim, da se v zadnjih 8 letih stvari niso bistveno spremenile. Še 3 vprašanja. Hvala lepa, hvala Andrej. Igor Ravnik, upokojen epileptolog. Hvala za izvrstne podatke. Ne bi pa želel, da bi ta tvoj akcent ostal med publiko, ki tega ne pozna. Od leta 1988 vodimo epileptološke konzilije. Sam sem vodil 800 konzilijev v 20 letih. Napotitve v tuje centre se dogajajo v tesnem sodelovanju s timi iz najboljših centrov, sprva celo ameriških, zdaj pa tudi torej nemških, francoskih in čeških, tako da ljudje prihajajo k nam, pri nas poznajo pacienta, mi spremljamo, Društvo Liga proti epilepsiji pomaga s tem, da napoti tudi laičnega spremljevalca, pomaga študenta medicine ali psihologije, ki zna prevajati, če pa treba, pa tudi nevropsihologa, odloča naš epileptološki konzilij. Jaz sem osebno, torej omenil si Celje in Slovenj Gradec, to so ljudje, ki smo jih v našem centru izšolali, pa so iz drugih razlogov odšli in zdaj delajo brez timov. V Sloveniji povezave, tako kot v Franciji lahko ali pa drugod, rešitev konkurenca je pri nas pa rešitev sodelovanje. Ljudje se med seboj ne pogovarjajo. Tako da ne bi se o tem napačno vtis ostal. Otroci so poslani ne glede na njihov status, torej ekonomski status ali pa status staršev v kakršnemkoli smislu. Tako da nekako za to področje to ne drži. Ostalo pa mnogo, kot kar si rekel, podpiram. Ja, mogoče seveda, to je sicer res, Igor, ampak rekel si, da je bilo ogromno ljudi poslanih v tujino, zakaj se v tem času ni bila razvila kirurgija v Sloveniji, seveda razlog, odgovor bo spet, ker smo premehni, ker ni bilo dovolj resursov, ker ni bilo dovolj interesa. Ali je bilo se strani nevropediatrije kdaj uradno poslan zahtevek na nevrokirurško kliniko, da se to razvije? Najbrž ne, zato ker so bile zmeri samo pogovore in tako naprej. Ogromno denarja je bilo v tujino poslanega na ta način, super, vsi otroci so v redu zdravljeni. Zakaj ni bilo pa sodelovanja se strani nevrokirurga, je pa drugi problem. Zakaj nobeden od nevrokirurgov ne sodeluje na teh konzilijih? Mislim, da je to legitimno vprašanje. Zakaj se to mimo nevrokirurgije te stvari delajo? Ali ni bilo sodelovanja, res praviš sodelovanje, ampak če bi imeli, se je rekel, zadnjič smo imeli sestanek o epilepsiji, se je rekel, da bi naredili podružnico te privatne inštitucije iz Pariza, kjer te paciente odlično operirajo in jih potem ozdravijo epilepsije. Bi naredili podružnico v Sloveniji. Kaj bi bilo, če bi naredili podružnico v Sloveniji? Ali bi jim zdravstveno zavarovanje plačalo v zdravljenje v tej inštituciji? Ne bi jim plačalo, zato ker bi šlo za zasebno inštitucijo. Vse, kar je izven kliničnega centra, je pač problem. V bistvu mora biti zmer klinični center tisti, ki vsem odloča. In če ni, potem je pa treba na vsak način preprečiti. Tako da to je žal realiteta Slovenije. Še za eno žgoče vprašanje, imamo čas, pa moramo k naslednjemu. Bolj komentar kot vprašanje. Te dve predavanje prvič bi obema predavateljima zelo čestital, zato ker so odpirajo ravno to, kar smo se včeraj pogovarjali. Odpirajo problem sistema, ne problem zdravnikov, problem sistema. Vse je bilo rečeno, korupcija, bilo je rečeno o klientelizem, predvsem manj kot korupcija. Referral, bilo je rečeno o whistleblower. Whistleblower je v Ameriki protected. There is a protected act iz 1989 leta, ki protektira whistleblower. In ne, to zveni, tako kot je bilo prikazano, retaliation. To je z zakonom prepovedano. In če ti vržeš nekoga iz službe zaradi retaliation,
odgovarjaš za kazensko dejanje pred zakonom. To se pravi, tudi zakonodaja se mora tudi tukaj spremeniti. Poleg tega pa še koncesije. To je bilo rečeno tudi koncesije. Govorimo, ali jih eliminiramo, pa damo vsem možnost za koncesije. Tu je jasno povedano, zakaj je nemogoče, mislim, v Sloveniji imeti konkurenčnost. In konkurenčnost bi pripeljala do tega, da bi kvaliteta se izboljšala, manj bi bilo referrals v tujino in to je bilo jasno tudi pri pediatrični kardiokirurgiji. Jaz sem takrat napravil študijo, finančno študijo, ki bi Sloveniji prišparala ravno tako $2,5 milijona evrov, če ne bi bilo potreba referirati pacijente v tujino. Sam toliko komentarjev. Mislim, očitno je potreba reformo zdravstvenega sistema v Sloveniji. In o tem se govori že, jaz govorim 15 let, v Sloveniji se o tem govori 30 let. Slovenski zdravstveni sistem z mojega vidika je še zmeraj rudimentarno star, tako kot je bil pred 50 leti. Hvala. Samo še tle je bil. Konkurenca, tako kot praviš ti. In to je edini način do izboljšanja stanja. Še kdo kakšno? Dajmo še gospodu Pleska. Bi poklicala, da kot neodvisni strokovnjak svetujete v primeru, ki treba enega poslati v tujino ali operirati, a bi prišli pa svetovati? Mislim, jaz se ne ponujam tle, ampak sem zmer za vse rešitve v Sloveniji, sodelujem na različnih nivojih, tako da seveda, tudi če bi ZZZS nisem imel zaenkrat nobenih stikov direktnih, razen takrat, ko sem bil v kliničnem centru zaposlen, ko sem tudi sam pisal tele odgovore in sem bil jaz konzilij, tako da, ko mi je šef dal, dajte vi to napisati, pa niti ne vem, kdo je pol podpisal še tisto zraven. Tako da tako smo reševali napotitve v tujino včasih. Tako se stvari grejo. Najlepša hvala dr. Vraniču Imamo pa še en prispevek v tem sklopu, in sicer dr. Jan Bidovec z Univerzitetne bolnišnice v Zürichu, ki se bo po mojih informacijah pridružil preko spleta oziroma Zooma. Ga imamo na zvezi? Lep pozdrav. Se slišimo? Se slišimo? Mi vas v redu slišimo? Zdaj nam bojo še... Ja, tudi jaz vas. Tako da lahko začnemo. Samo še video vklop, kolikor jaz razumem tehnično. Evo, lepo se slišimo, lepo se vidimo. Pozdravljeni. Vidite mojo predstavitev? Vidimo v redu. Ok, najlepša hvala. Predstavitev, dr. Bidovec, predstavitev ni gor. Ok, sekunda. Zdaj? Zdaj je pa vidno, ja. Ok. Zaenkrat lep pozdrav in hvala za to izjemno povabilo. Nažalost se konference sam nisem uspel udeležiti osebno zaradi službenih odgovornosti, ampak vseeno pozdravljam vse prijatelje, kolege in udeležence te konference. Za vse tiste, ki me ne poznate, sem Jan Bidovec, trenutno specializant srčne kirurgije v Univerzitetni bolnici v Zürichu. Svojo karierno pot sem začel v Ljubljani na univerzi. Po končanem študiju sem opravljal rezidenco v Mariboru. Potem sem dobil ponudbo v bolnici kardiovaskularne kirurgije v Bernu, kjer sem preživel 2 leti. Nato odšel na rotacijo splošne kirurgije za 2 leti v kantonalno bolnico v Thunu in trenutno sem specializant v Univerzitetni bolnici Zürich pod okriljem mojega šefa, profesorja Omerja Džemalija. Kot specializant srčne kirurgije sem konstantno v stiku z razvojem sodobne medicine, ki ponuja raznovrstne tehnike in da se spopadamo s kompleksnimi boleznimi in na tak način konstantne izboljšave v področju zdravstva. In danes bi vam rad opisal en primer
velikega uspeha in to je letalske industrije in bi rad povlekel določene smernice med medicino in letalsko industrijo. Čeprav mogoče na prvi pogled panogi precej različni, lahko povem vsaj 3 skupne točke. Letalska industrija, tako kot medicina, veljata za zelo, zelo kompleksni industriji in kjer so napake pogosto usodne, vendar v zadnjih desetletjih so bile izvedene mnoge spremembe, ki so povečale varnost v obeh industrijah. Če vam samo pokažem, kako zelo kompleksna je industrija letalstva, je po navedbah Eda Bastiana, ki je CEO Delta Airlines, za uspešen vzlet potrebnih 1200 dejavnikov v točno določenem zaporedju, in če prištejemo temu, da na letni ravni 4 milijarde potnikov opravi uspešen polet, je to res izjemen uspeh. Idejo za to predstavitev sem dobil pred mesecem dni, ko sem poslušal podcast Freakonomics z legendarnim ekonomistom in novinarjem Stevenom Dubnerjem in mi je takoj dalo misliti, kako bi lahko to uspešno industrijo tudi prevedli na zdravstvo. Letenje je trenutno zelo, zelo varno in naj samo pokomentiram, da temu ni bilo vedno tako. V 70-ih letih je po statistikah FAA bila dokumentirana 1 smrtna žrtev na vsakih 350.000 poletov. Vendar se je ta številka v 90-ih letih padla na eno smrtno žrtev na 1,3 milijona. In do današnjega dne, statistike so bile delane do leta 2013, je trenutno 1 smrtna žrtev na vsakih 8 milijonov poletov. In da vam povem samo to neverjetno statistiko, da dejansko je letenje postalo varnejše od same vožnje, da je najnevarnejši del poleta je dejansko vožnja s taksijem do letališča, je res izjemen podatek. Tako da svojim svojcem in prijateljem lahko zaželimo varen transport do letališča in ne varnega leta. Sedaj se lahko vprašam, kako je letalski industriji uspelo doseči tako visok, neverjeten nivo. Določen delež seveda lahko pripišemo tudi izboljšanju v tehnologiji, vendar če se usmerimo v primer prevozne industrije, to se pravi avtomobilizma, nismo bili priča takim premikom, kot so bili v letalski industriji. Samo da vam povem podatek, v USA, v Združenih državah Amerike, sta bila samo 2 incidenta, pri katerih je bila dokumentirana smrtna žrtev od leta 2010. To so res neverjetni podatki. Tako da letalska industrija se je lotila od 70-ih let v podrobne preiskave strmoglavljenih letal. Te podatke so bili analizirani in so ugotovili, da so marsikateri incidenti repetitivni, da za določeno postavitvijo različnih kontrolnih točk so bile potem odpravljene marsikatere napake. Veliko vlogo naj bi tudi imeli po mnenju Billja Nolana, ki je Acting Administrator of FAA, kar je Federal Aviation Administration, da so napake lahko bile prijavljene in pri tem storilec napak ni bil kazensko odgovoren. On je potem moral narediti določene simulacije, vendar je lahko zadržal svojo službo. In na tak način se je število prijavljenih napak povečano na veliko višjo raven. Kot industrija
je v zadnjih letih izbrala ogromno število podatkov. En sam let naj bi zavzel terabajte informacij, ki je bila potem statistično analizirana, in na tak način se je letalska industrija razvila na res neverjeten nivo. Sam FAA se je zavezal, da bo v naslednjem desetletju izboljšal varnost poleta še za nadaljnjih 50%. Mogoče se nekaterim zdi naivno, da lahko mi prevedemo uspeh letalske industrije na zelo kompleksno področje medicine, vendar ta revolucija se je v nekaterem obsegu že začela. Prvi, ki so prevzeli princip kontrolnih seznamov v redno prakso, so bili to anesteziologi. Gre za repetitiven poseg, vendar še vedno kompleksen in za pacienta zelo nevaren primer urgentne intubacije, kjer so začeli uvajati sistem kontrolnih točk, in po publikaciji marsikaterih člankov, kot vidimo, enega izmed teh, ki je bil objavljen v žurnalu urgentne medicine leta 2015, je število smrtnih žrtev med samo intubacijo drastično upadlo. Kot sami tesni sodelovalci z anesteziologi smo tudi kirurgi uvedli tako imenovani team time out. Preden naredimo prvi rez na pacientu, preverimo vse, tako identiteto pacienta, kot tudi vse kako bi temu rekel, probleme, ki se lahko med samo operacijo zgodijo. In na tak način je celotna ekipa lahko informirana, kako bo potek operacije tudi potekal. Kar se tiče moje bolnice, univerzitetne bolnice v Zürichu, mi objavljamo rezultate na letni bazi z pomočjo poročil, ki je objavljena na naši spletni strani, in se z našimi rezultati radi pohvalimo. Po publikaciji v Newsweeku smo trenutno na 12. mestu rankirani med več kot 2800 bolnišnicami po celem svetu. Pred nami so le nekatere bolnišnice iz Zahodne Evrope in Amerike. To je bilo ovrednoteno preko 14 različnih karakteristik. Nekatere so zelo objektivne, nekatere subjektivne, analizirane so bile rezultati različnih klinik, standardi iz operacijskih dvoran in intenzivnih enot, potem število nazokomialnih infekcij in infekcij kirurških ran, ter seveda tudi zelo subjektivnih parametrov, vendar še vedno zelo pomembnih, kot so zadovoljstvo pacientov, zadovoljstvo uslužbencev in zadovoljstvo napotujočih zdravnikov. Tudi srčna kirurgija je pogosto postavljena v ospredje v naši kliniki in je v zadnjem desetletju sicer doživela marsikatere vzpone in padce, ampak z decembra 2022 je prevzel vodstvo klinike našega centra profesor Omar Džemali in na tak način združil dve kliniki, ki sta glavne klinike v Zürichu, in to sta Triml Špital in Univerzitetna bolnica v Zürichu, in na tak način naredil največjo kardiokirurško ustanovo v Švici. Do decembra smo mi naredili približno 1000 do 1100 primerov letno. Ta število se je zvišalo v letu 2023, to se pravi do sedaj, do oktobra, smo naredili več kot 1700 posegov in v letu 2024 projiciramo, da bomo dodatno povečali še naš obseg še za 20 do 30%. Smo kot center tudi na samem vrhu inovacije in zagotavljamo kvaliteto za vse posege. Veliko posegov opravimo tudi minimalno invazivno, to je do 70% elektivnih posegov, 80% zaklopk napravimo preko parcialne sterotomije ali torakotomije,
85% bypass operacij naredimo off-pump, tudi zelo zahtevne operacije, kot so LVAD in rekonstrukcija aortnega oziroma zamenjava aortnega loka, napravimo tudi skozi parcialno sterotomijo. Kako smo prišli do teh zelo zavidljivih rezultatov, je, da smo vzeli iz letalske industrije tudi mi določene standardne procedure, ki so upeljani od same hospitalizacije do rehabilitacije. Skozi celotno hospitalizacijo smo tudi uvedli kontrolne točke, naše rezultate javno prikazujemo in jih primerjamo z evropskim povprečjem, kot tudi standardi, kot je Euroscore. Seveda imamo tudi četrtletne sestanke, kot marsikatere industrije v USA, v Združenih državah Amerike, na katerih objavimo naše rezultate in nekako skujemo strategijo za prihodnost. Kar se tiče naših napak, smo precej transparentni. Te so predstavljene na posebnih konferencah, imenovanih Morbidity in Mortality, kjer potem tudi ponujamo razne izboljšave, da se take napake ne ponavljajo več. Seveda, našo medicino smo tudi vključili razvoj softvera in imamo informacijske sisteme, ki omogočajo boljše zdravljenje, in različne pilotne študije, kot so Early Warning Score, ki nam pravočasno sporočajo v primerih, ko pride do poslabšanja pacienta. Kot sem že omenil, naši rezultati so javno dostopni, z parimi kliki na naši spletni strani pridete do rezultatov, ki so objavljeni s strani našega departmenta, in kot vidite, da smo praktično v vsaki kategoriji nad evropskim povprečjem. In čeprav nisem hotel, da je predavanje fokusirano na Slovenijo, sem še zmeraj hotel narediti primerjavo z Kliničnim centrom v Ljubljani, vendar je prišlo do nekakšne frustracije, ko do teh podatkov nisem uspel priti. In da naj vam povem, how can you fix something which you do not know it is broken? Potem sem po naključju zasledil članek strani Janeza Remškarja, ki je odlično opisal stanje transparentnosti v Sloveniji in navedel Marka Noča kot svetlo izjemo, nekoga, ki dejansko objavlja svoje rezultate. Sam imam izkušnje iz MC Medicorja, ki dejansko svoje rezultate objavi na spletni strani, česar nisem videl v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru ali v Ljubljani. Po parih urah frustracije sem se preselil na spletno stran OECD, kjer sem zasledil, da je Slovenija precej povprečna, kar se tiče zdravstva v Evropi. Smo pred državami vzhodnega bloka in Balkana, vendar smo za državami zahodne in severne Evrope. So nekateri parametri, ki mogoče niso najboljši, v katerih smo nadpovprečni. Nadpovprečni smo v primanjkljaju zdravnikov na prebivalca in dolžini čakalne dobe. Podpovprečni smo, kar se tiče procenta proračuna namenjenega zdravstvu in dostopnosti zdravniške oskrbe. Tako da kot sporočilo želim na koncu posredovati, da mislim, da po mojem mnenju bi mogla biti zdravstvena oskrba maksimalno transparentna in bi mogla biti pacientova pravica, da lahko dostopi do podatkov in rezultatov, ter naša dolžnost, da te podatke napravimo transparentne. Moje mnenje je, da se lahko marsikaj naučimo iz letalske industrije in to uspešno apliciramo v slovensko zdravstvo. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost in se rad udeležim diskusije. Najlepša hvala, dr. Bidovec. A je kako vprašanje, žgoč komentar? Če ne dovolite, da vas pohvalim in se zahvalim. Profesor Zavče.
Najlepša hvala, Jan, za izčrpno predstavitev in primerjavo, ki je res bila izjemna in na mestu. Torej, to, kar si povedal, je praktično brez komentarja, ker je čista resnica. Resnica, ki se jo moramo zavedati v Sloveniji, in upam, da boste kot mlada generacija prišli nazaj in pomagali uresničiti te ideje. Hvala. Ja, hvala, profesor Zorča Metka. Če lahko še jaz dam en komentar. V prejšnjih predstavitvah sem zasledil, da naj bi konkurenca bila tista, ki bi vodila k kvaliteti. Jaz mislim, da konkurenca oziroma zdrava konkurenca je definitivno zelo pomembna. Ampak če smem povedati primer letalske industrije, so različni ponudniki te storitve dejansko začeli sodelovati. In jaz mislim, da je kooperacija tukaj celo pomembnejša od konkurence. In jaz mislim, da bi mogli centri med sabo sodelovati, ker na koncu se le gre za pacientova življenja. Najlepša hvala. Jaz bi na tej točki, dr. Brekentova. Veš kaj, so še na online slušatelji, tako da mogoče, če sem počakaš, da lepo. Hvala. Jaz moram reči zelo zadovoljna s tem panelom, ker je zelo lepo pokazal, česa mi v Sloveniji ne razumemo. Mi v Sloveniji ne razumemo, da je zdravstvo izjemno pomembna gospodarska sila, ki lahko znatno pripomore tudi k BDP-ju. In v bistvu, ko začneš ti gledati na zdravstvo kot gospodarsko silo, potem daš tudi ljudem orodja, ki omogočajo statistične analize, ki se jih poslužujejo povsod v razvitih državah. To se pravi, tukaj gre za cost-benefit analysis, za cost-utility analysis, za računanje ICER-jev, to se pravi incremental ratio. In se glede na to odločajo z pomočjo, pač bolje poznam Anglijo, tako tudi naredijo potem NICE guidelines, ki jih na koncu uporabljamo večinoma vsi, ki do njih lahko dostopamo. In se glede na to odločajo tudi, katere stvari potem izvajajo. Ne gre več za anekdotične primere, posamične paciente in veze in poznanstva. Jaz moram reči, da je dr. Noče izjemno lepo pokazal, kako ga je pravzaprav navedlo njegovo delo na računanje, na statistično analizo. Seveda bi pa potreboval eno resno inštitucijo, ki bi to omogočala spraviti v podatke, ki bi bili potem dostopni nam vsem. In žal mi na našem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje takih strokovnjakov nimamo tudi nobene pobude, čeprav imamo strokovnjake, ki bi celo to znali izračunati, in na koncu se zdravniki pravzaprav sami računamo svoje Kaplan-Meyerjeve krivulje, vendar to ni pravi način. Seveda, kdo bi moral za to poskrbeti, tudi tisti, ki je plačnik, to se pravi, to je naša zavarovalnica, ki bi morala biti najbolj zainteresirana za to, da ne potrjuje neustreznih zdravljenj, ki imajo preveč komplikacij, da ne potrjuje dragih zdravil. Mi v Sloveniji dajemo 6% za draga zdravila, nekatera z zelo dvomljivimi učinki. Hkrati pa ne gledamo populacijsko. In se mi zdi, da vsi ste pravzaprav pokazali točno to, kako mi v Sloveniji zaradi svojega vrednostnega sistema, zaradi našega Ginievega indeksa, ki je eden najbolj egalitarnih na svetu, zaradi našega pravzaprav zanikanja meritokracije, zaradi naše lažne solidarnosti, ki ni pravična, pravzaprav pade tudi naš zdravstveni sistem. Hvala. Najlepša hvala za ta komentar. Na tej točki moram prekiniti razpravo, žal, ker smo daleč prekoračili ta sklop. Jaz se zahvaljujem vsem predavateljem, panelistom in seveda razpravljalcem za ta čudovit otisk. Upam, da naše mentalitete naprej. Hvala lepa.